Pojdite in učite. In šli so. Znova lepo pozdravljeni in dobro jutro, zdaj v rubriki, ki je zazrta proti misijonom, slovenskim misionarkam in misionarjem, misijonskim deželam, hkrati pa tudi v slovenske domove in srca, ki so povezani prav z njimi, z misijoni in misionarji. Smo sredi adventnega časa, že kar malo dlje, globje v adventnem času in prav je, da se še enkrat spomnimo na adventni koledar Misijonskega središča Slovenije. S Frančiškom postavljamo jaslice na koledar, ki je letos izšel v drugačni obliki. Zapis zanimive zgodbe vas iz dneva v dan čaka na spletni strani Misijonskega središča Slovenije, na spletni strani, ki je lepo prenovljena, tudi sicer z bogato vsebino, v adventu pa sploh. Tam najdete tudi posnete zgodbe iz dneva v dan. Vsak adventni dan se odpre nova zgodba. Kot koledarčki takih ali drugačnih vrst čakajo na vašo pozornost in na določeni dan, da pride na vrsto. Nič ne bo narobe, če se boste zgodbi svetega Frančiška, njegovega viteza Janeza in vseh, s katerimi se srečujeta, pridružili zdaj od današnje nedelje naprej. Kar nekaj lepih delov vas še čaka, pa tudi vsi ostali so tam, čakajo na vašo pozornost in prinašajo iz dneva v dan tudi adventne naloge. Janko Pirc, tajnik Misijonskega središča Slovenije, ki je bil tudi odgovoren za adventni koledar, je takole pripovedoval o njegovi vsebini, njegovi nalogi, tudi združevanje družine ob adventnem venčku, pa tudi o dobrodelni plati misijonske akcije. Najlepše je, če to dela družina skupaj. Seveda lahko tudi otroci sami, ampak najlepše je, če se zberete, tako da tukaj je naš katehetski namen. Drugo je pa seveda tudi zbiranje sredstev, zato so otroci dobili ob adventnem koledarju tudi nabiralnik, hranilnik, da ga sestavijo, podpišejo in zbirajo notri res tiste darove, ki jih sami lahko dajo. Zdaj, če jim lahko starši pri tem pomagajo ali pa jih spodbujajo, je zelo lepo. Je pa namen, recimo, da se odpovejo kakšni sladkariji in potem tisti znesek dajo dnevno ali pa tedensko v ta nabiralnik. In tukaj še vedno smo hvaležni za vse darove, ker smo v preteklih letih lahko pomagali Lani je bilo recimo tukaj na hrbtni strani plakata, vidite, 71.800 evrov smo lahko posredovali kot pomoč v to svetovno mrežo od misijonskega otroštva. Ta sredstva se pa na svetovni ravni razdelijo za več tisoč projektov za podporo otrok v misijonih. Adventni koledar z nalogami in zgodbo za vsak dan lahko dobite na spletnem naslovu. Res, tudi to smo že predstavili v našem programu na krasno prenovljeni spletni strani Misijonskega središča Slovenije. Vsak brskalnik vas bo pripeljal na pravo stran. Potem pogledate prednjo stran plakata, ki ga zdajle z Jankom omenjava. Lahko sestavite nabiralnik, zbirate darove in potem ta nabiralnik oddate v župnijo in ta številka skoraj 72.000 evrov zbranega lani, šlo je pa za otroke v Togu, Gvineji in Centralnoafriški republiki, za šolanje otrok, pomoč župnijam, malemu semenišču res sploh ni zanemarljiva vsota in hvala za nazaj, seveda s priporočilom tudi za ta adventni čas, ki je tule pred nami. Po slovenskih župnijah, tudi na Misijonskem središču Slovenije in drugod pa tečejo priprave na letošnje koledovanje in trikraljevsko koledniško akcijo. Zagotovo, bližamo se ji. Akcija letos praznuje 30 let, v tej lepi dobi pa smo zbranimi darovi pomagali pri več kot 280 projektih slovenskih misionark in misionarjev za šole, bolnišnice, cerkve, dijaške domove, ceste, hrano ubogih. Vsem hvala za vsak dar. Vsako leto se na pot kot koledniki odpravi več kot 6.000 mladih v skoraj 400 župnijah, obiskujejo slovenske domove, oznanjajo Jezusovo rojstvo in zbirajo darove za misijone. Ob 30. obletnici se želijo vsi koledniki srečati v središču naše domovine v Ljubljani, zato srečanje kolednikov bo v soboto, 4. januarja, na Prešernovem trgu v Ljubljani. Zbrali se boste ob 9:30 ob programu, nato bo sprehod po ljubljanskih ulicah, ogled jaslic, sveta maša v stolnici svetega Nikolaja in topla malica za udeležence. Koledniške skupine vabljene, da se prijavite v Misijonskem središču Slovenije na naslov misijo@rkc.si. Seveda so tudi vaše župnike, kaplane, odgovorne za koledniške skupine obvestili o srečanju. Torej, nasvidenje
no, saj tudi prej, ampak zagotovo tudi 4. januarja v Ljubljani na srečanju kolednikov, predtem pa jim, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z veseljem in hvaležnostjo odprite vrata in pomagajte misijonarkam in misijonarjem. Lepo nadaljevanje te nedelje, 3. adventnega časa in res vse dobro kličem Jure Sešek. Nasvidenje z misijonsko besedo spet čez teden dni. Pojdite in učite.